Kaj nam lahko povedo visoke gore? Jih lahko kdo sploh sliši, vidi? Odgovore na to je iskala in našla naša naslednja gostja, ki se je med letoma 2003 in 2005 udeležila 3 alpinističnih odprav v Nepalu in Pakistanu kot članica ekipe alpinista Tomaža Humarja. Res je, Nataša Pergar, bioterapevtka, je z nami. Dobrodošli, dobro jutro. Ja, dobro jutro. Pozdravljeni. In pa tudi avtorice knjige, zaradi česar smo vas poklicali, Govorica najvišjih gora. Ja. Ne vem, kaj ne rečem v knjigi. Odprla je neka nova obzore, neke nove poglede, zato bom tudi začel z vprašanjem. Kako pravzaprav ste prišli na idejo, da bi goro, en kup kamna, pogledali skozi oči, ki povedo, kakšno energijo neka stvar ima? Sploh ni bila to moja ideja. Jaz pač sem delala 10 let z ljudmi, raziskujem že več kot 30 let energijska polja ljudi, vsekakor pa ne gora. In ker je bil pač Tomaž moj klient po njegovi nesreči, in jaz sem mislila pač, kadar se enkrat terapija zaključa, se pač zaključa, rečeš nasvidenje in nasvidenje. Govorimo o nesreči v domači hiši, ne v hribih? Ja. No in potem me pač vprašam, če bi šla jaz malo z njim plezati, pa to. In ker mi plezanje ni bilo tuje, vsaka dobro, ok, pa nisem vedela pa zakaj, ne. No in potem se je začelo neka taka raziskovalno obdobje. In sicer sva šla Brzenik, pa Paklenica, tako naprej, in je rekel, zdaj pa tako, jaz doživljam gore žive. Zame so ne tako, kot rečejo, skala, kaj briga me, ne. Kaj bi ti lahko pogledala energijsko, če imam jaz mogoče prav, ali sem meni sam domišljala, ali zato, ker mi jih imam tako rad. No in tako se je potem začelo to najno raziskovanje. On je pač plezal, jaz sem pa gledala njega in goro, ali pa samo določen predel v tistem trenutku, ko je on to plezal. In takrat sem šele jaz začela raziskovati in mi je bilo tudi zame, wow, pa se to je vse res, kako je to nobel. Ampak ni šlo tako enostavno, no, to je treba veliko ponovitev, da dobiš neko, so frekvence, ki imajo barvo in je treba poiskati abecedo, kaj pomeni. Kaj pa ste odkrili? Kako je na goro vplivalo vreme, recimo same vremenske razmere, letni časi? Ja. Vse ima svoj vpliv, ne? Samo gora ostane gora, njene frekvence so take, kot so. Pa so vedno enake ali se spreminjajo? Se spreminjajo. Jaz sem videla prav na Nanga Parbatu, ta je bila zelo izrazita gora, kot da bi non-stop komunicirala z mano, z nami. Ko je bilo čisto sama, je bila pač take lepe umirjene barve. Ko so alpinisti, takrat so bili tudi Korejci tam, vstopali vanjo, pa to se je v trenutku začelo spreminjati. Ona govori. Znana je v bistvu po tej zeleni lisi, ne? Ja. Ta zelena lisa je pač bila prisotna ves čas. Na Nanga Parbatu. To je Nanga Parbat, ja. Ona je povedala, da ne hoditi tja. In tega se je Tomaž zelo dobro zavedal. Ko ste mu rekli, tam je ena zelena lisa, je Tomaž rekel, vem, poznam zelo nevarno območje. Ja. Ampak, a je gora, Tomaž je dostikrat rekel, ja, če me bo gora sprejela. A se potem dejansko spremenila energija gore, ko recimo so plezalci vstopili? V glavnem, vedno preden plezalci pač vstopijo, je ritual. Se naredi nek oltar, kjer se daruje bogovom, ker verjamejo v himalajski vrhovi, so domovi bogov. In če želiš sploh vstopiti, moraš najprej narediti posvetitev, torej prošnjo za vstop. In če človek mora biti duhovno naravnan, ne samo fizično pripravljen, potem reče gora, ja, ampak najprej je nek poizkus, ne? Ali to res drži, ali ne. Ali je samo tisto, jaz hočem,
kjer vlada ego in nič drugega, ali pa res tista ljubezen do gora. Kako pogosto pa si je Tomaž tudi poslušal na koncu? Ne? Kako je bilo vajno, kakšno je bilo vajno sodelovanje? Ko ste rekli, gora ni pripravljena, pa je mogoče Tomaž čutil drugače, je šel ali je zaupal vam ali sebi? Največkrat sva se pogovorila, tisto, kar jaz vidim in tako kot on dojema stvari. Potem bo treba en kup nekih razgovorov, razlag, kako to gre, kako ne gre, do kje bo šel, do kje ne bo šel, do kje bo probal, ali levo ali desno, da se česa pač izogne. Tako da sva si bila pač v pomoč v tistem času. Ampak brez treningov, ki se bi imela največ tle pri nas, v teh naših Alpah, verjetno nisem pričakovala, da bo rekel, zdaj pa pejdi čez malo na odprave, da bova videla, kako je pa to v Himalaji. Sicer ste že prej nekoliko hodili v Kribe, ampak ne v tako ekstremno. Ja, najvišji je bil Triglav. Vse ostalo pa res ne. Ja, pravzaprav, ko sem bila na trekkingu leta 1995 v Nepalu, takrat je šlo čez 4000 metrov, ampak dobro. Kakšna izkušnja je bilo življenje v baznem taboru? Ko je Tomaž želel na Nanga Parbat, ste bili tam en mesec? Ja, ta prvič in ta drugič tudi. Bili. Nanga Parbat je tako veličastna gora, ko je bazni tabor je tako na lepem, bil na lepem pašniku, ko tam se pasejo krave, ovce, koze, vse. Zraven je potoček, ful lepo. In potem se to navpično, človek je pikica proti njej. Mislim, veličastna, domačini se ji klanjajo, pravijo, Bijalska gora. In kdo je tako nor, da bi sploh hotel iti gor? Zakaj že? Njim to ni jasno. Tega se je zavedal tudi Tomaž pred zadnjim vzponom na Nanga Parbat. Se je kar za nekaj dni zaprl sam vase. Praktično ga niste videli. Vedeli ste, da je v baznem taboru oziroma nekje v okolici. Kaj se mu je takrat pletlo po glavi? Vam je to kasneje zaupal? Tako je hotel biti odmaknen od vsega, fokus, duhovne priprave se temu reče. To pomeni miselna naravnanost, čustvena naravnanost, vse mora biti ena energija in potem spostaviti kontakt s to veličastno, res nepojemljivo, kako to zgleda od blizu goro. Da postaneš eno in isto, da spoznaš njeno govorico, tudi če ne vidiš teh barv, ampak govorico, komunikacijo. Res je to zanimivo. In zato je potreben pač odmik. Se treba umakniti. Tudi mi, ko imamo včasih probleme, se umaknemo, razmislimo. In potem se mora vprašati, a je res moj ego tisti, ki hoče to doseči? Tle je imel Tomaž kar boje, ne? Ja. Z egom in z naravo hkrati. Ja. V glavnem meni je on tako rekel, jaz sem ga vprašal, dobro, kaj ti meni poveš, recimo, kaj o sebi, potem, ko smo se že kar dobro poznali. Kako bi opisal svojo identiteto, recimo. Ko jaz to vprašam, ljudi malo težko odgovorijo, ne? Res je. In on je rekel, sem vse in nič od tega. To je začutil tudi potem na Nanga Parbatu. Vi ste že zapustili odpravo, pač dopust se je iztekel, vi pa fotograf. To je vnaprej se določeno, koliko časa bomo to, on je imel te timinge čez in mi smo si pač organizirali tudi dopust, prosto in karte so bile avionske in v enem trenutku reči, da jaz moram iti, pa ne gre več to. No in takrat ga potem gora ni spustila dol, to je bilo tisto, ko so mu plazovi onemogočili povratek v bazni tabor. Jaz sem bila priča plazovom Nanga Parbat. No pa tudi potem v Nepalu, na Ženuju. Mislim, takih glasov si ne želim slišati nikoli več. Ko to pade z višine, to pridobiva na zvoku, na hitrosti, vetrovi se sprožijo, občutki so. In potem si predstavljate enega človeka, mičkega, takole tam, ko ta sila gore udari in reče,
stop, ne želim te tle. Moč narave. Ja, takrat sta potem dva pilota tudi tvegala življenje, da sta rešila Tomaža po, ne vem, 5-6 dneh. Kako ste vi spremljali to reševanje? Od doma, jaz sem bila že doma takrat. Takrat je cel svet to gledal. Ja, ja. Ste bili potem še v Nepalu? Ne. Niste. V Nepalu smo bili 2004, na tej odpravi, smo bili samo 4. Stepe Božič, Tomaž, zdravnica Anda, Predan in jaz. In seveda nosači, kuhari in tako. Še danes komu svetujete oziroma pomagate z nasveti, preden se povzpne v Himalajo ali pa kam drugam? V glavnem, dogovor med Tomažem in menoj je bil tak. Jaz nisem želela neke publicitete. In tudi, da je hodil k meni na terapijo in tudi shodil pri meni doma, mislim, v moji terapevtski sobi, zakaj ne želim, da to razlagaš okrog, ker jaz vem, kaj to pomeni. Že ko je bil avto v njegovne cesti parkiran, to so ljudje kar stali in čakali, od kje se bo pojavil. Mislim, iz tega nisem nikoli želela. Tako da... Hvala, ker ste spregovorili danes o tem, hvala, ker ste napisali to knjigo, res je vredna branja. Ja, ta knjiga pač sem izdala preko založbe Kjare, stara je že nekaj časa. Med tem časom sem napisala pa že eno novo. Jo vzamemo v roke. Tako, ujeti v prepričanje. Hvala lepa za današnji. Hvala tudi vama. Hvala lepa. Hvala.